Pozdravljeni vrtičkarji, tokrat vam bom predstavil jesensko zasaditev z ameriškimi borovnicami, ki so primerne za lonce. Poleg ameriške borovnice Top Hat smo zasadili tudi nekaj brusnic. Preostali nasad pa bo vseboval malino za lonce in pa tudi ostale jesenske lepotice, ki so lepe v cvetovih in v listih. Preden smo se lotili sajenja, smo loncu dodali zelene kocke. Zelene kocke nam bodo v času vegetacije, se pravi v spomladansko-poletnem času, oskrbovale za dovolj vode. Moramo vedeti, da maline rabijo za nastavek plodov dovolj vode, se pravi, se lonec ne sme izsuševati. Prav tako bodo lepe tudi rastline v listih in v cvetovih, za voljo zelenih kock, ki nam v zemlji zadržujejo vlago. No, naš jesenski nasad se stoji iz 3 loncev in v največji lonec bomo na sredino posadili zlatolistno malino, sorta Groovy. Ta sorta maline je bila namensko selekcionirana in vzgajana prav za lonce. Zraste približno do 1,5 metra, tako da nam bo v listih in hkrati seveda tudi v plodovih krasila nasad tekom celega leta. Poleg maline bomo v lonec posadili tudi nekaj okrasnih rastlin in kot drugo bom posadil hojhero ali iskrivko, ki je lepa v listih, je tudi zimzelena, tako da nam bo tudi čez zimo lahko malo krasila nasad. Posadili bomo 2, na vsaki strani 1. To je malo nižja sorta hojhere, zraste nekje do 40 cm, v poletnem času pa bo tudi poskrbela za drobnimi cvetovi. Za jesensko cvetenje pa bomo posadili še nizko sorto astre, ki zraste nekje do 20 cm. Ta astra nam bo cvetela nekje do pozne jeseni in nam v tem jesensko in pozno jesenskem času krasila nasad. Uporabili bomo kar 2 astre, tako da bo cvetenje malo bolj bujno. Smo namreč v jesenskem času, zato je prav, da poskrbimo za čim bolj bujno jesensko cvetenje. No, poleg cvetočih rastlin in tistih lepih v listih, bomo za strukturo posadili tudi morov šaš. Šaš bo lep v listih, je tudi zimzelen. Paziti moramo samo na to, da zemlja ne bo preveč globoko zmrznila. Tudi v zimskem času moramo lonec zaliti mogoče z malo bolj vlažno vodo, da ga ne bo zimski mraz izsuševal. In pa za strukturo bomo posadili še tale ofijev pogon ali kačjo brado. Tudi te trave so lepe, oziroma te rastline podobne travam so lepe kot strukturne rastline v nasadu, tako da nam bodo v listih delale tudi malo strukture. No, čisto za konec bomo nasadu dodali še nekaj čebulic tulipanov in s tem poskrbeli tudi za spomladansko cvetenje aprila. Vzeli smo aprilske, se pravi srednje velike tulipane. Naj poudarim tudi to, da tulipane vedno sadimo za globino 3 čebulic, se pravi tam nekje na 9 cm. No, srednje velik lonec pa smo zasadili z nizko ameriško borovnico Top Hat, ki je primerna za lonce. Kot povešava struktura pa nam služi ameriška brusnica, ki bo zorela nekje oktobra. Z ameriško borovnico pa se bomo sladkali junija in pa nekje do polovice julija. No, da bo naš jesenski nasad malo bolj cvetoč, ne samo uporaben, smo v najmanjši lonec posadili cvetočo nizko jesensko anemono, ki bo cvetela do konca jeseni, do prvega mraza, nizko sorto hermelike, ki bo lepa tudi, ko se bo posušila tekom zime, pisanolistni morov šaš in pa lepo trajnico v listih, to je hojhera, ki bo tudi z zimzelenimi listi zimski okras. Tako, naš jesenski nasad je končan. V primeru, če bo v jeseni daljše deževno obdobje, moramo lonce umakniti pod kakšen nadstrešek, da preprečimo prekomerno zbiranje vode v loncih. Zelene kocke, ki smo jih dodali ob sajenju, pa nam bodo naslednje leto spomladi in poleti pomagale ohranjati zadostno vlago.